Ja, medtem, ko isto uživa tam na južni polobli v poletju, sem jaz seveda tukaj na severu, kjer je zima. Glavnem. Henry Ford, eden največjih umov kapitalizma je bil rojen tukaj. V bistvu malo bolj tam v Greenfieldu. In kje postaviti muzej z njegovim imenom? Tukaj. Ja, človek bi si mislil, da tukaj zato najdemo vse prve Forde, prvi tekoči trak, Henryjeve cunje. No, vse to verjetno res, ampak če ne bi bila to Amerika, verjetno ne bi tukaj našli še kina IMAX z največjim zaslonom v Michiganu, gledališča, kup muzejev, vključno z aviatorskim, potem restauracijo, kavarno, pa še eno vas. Ja, svojih mest so odstranili okoli 100 historičnih hiš, jih v celoti pripeljali sem ter zgradili umetno vas. Z veseljem bi vam jo pokazal, pa je zdaj zaradi zime žal zaprta. Sem v enem največjih muzejskih kompleksov v Ameriki. Tukaj ima razstavljenih več kot 26 milijonov eksponatov. To je recimo eden izmed njih. In sem prepričan, da ne veste, kaj je tole. To pa zato, ker ne vidite cele slike. Daj široko sliko. Če ni extra large, v Ameriki ni nič. Tale kompozicija s parno lokomotivo tehta več kot 600 ton. In tukaj ima razstavljene razdeljene po sklopih. Nekatere pač enostavno ne more stlačati v druge dele. Poleg lokomotiv so samo stlačili tudi avione. Tam malo naprej so še neki segmenti o zgodovini ameriške svobode, tipično ameriško, ampak to me ne zanima. Za nas avtomobiliste je seveda bolj zanimiv tale sklop, predsedniške limuzine in ena kočija. Tale je iz leta 1902, v njej pa se je vozil Roosevelt. Theodore seveda, ne Franklin. No, ta pa je Franklinova, tako da sta se v njej vozila Franklin Roosevelt pa Harry Truman. Od limuzin je tamle še Eisenhowerjeva, tista je Reaganova, tale zraven mene pa je verjetno najbolj znana na svetu, ker je v njej umrl Kennedy. Seveda so ji po njegovi smrti dodali streho. No, jaz pa sem prišel sem samo zaradi ene razstave. Driving America se imenuje in poskuša razložiti, kako velik vpliv ima avtomobil na ameriško zgodovino. In imajo celo Forda model T, pa ne enega. Eksponati so razstavljeni kronološko in po večini sami pomembni. Prvi Fordov avto, prvi ameriški serijski avto in podobno. In pa seveda kočija, tale, z motorjem seveda, in domnevno gre za najstarejše ameriško še živeče vozilo iz leta 1865. Tale avto je pa čisto prvi, ki ga je leta 1896 izdelal Henry Ford. Ford Quadricycle Runabout mu pravijo. In verjetno je tole najbolj pomemben produkt, ki je bil pomemben za nadaljnji razvoj podjetja in seveda ustanovitev leta 1903. Tukaj lahko recimo vidite Henryja, ko se vozil po Detroitu. 4 konje je imel pri 500 vrtljajih. Tisti WA Runabout iz istega leta je prvo ameriško serijsko vozilo. Tale je bil tretji izdelan po vrsti in kot tukaj berem, žal edini preživeli iz serije 13. No, pogledajte, kdaj so že imeli prve električne avtomobile. Tukaj piše, da je iz leta 1901 in da se niso čisto nacekirali, ker so imeli 30 do 40 km dosega. To naprej je pol še en na paro, potem pa Fordovi modeli, pa Oldsmobile. Gledam, da so včasih imeli dejansko večjo izbiro pri pogonu. Recimo paro, bencin pa elektriko. In tukaj piše, da tisti, ki je šel na paro, je šel zelo dobro po hribu gor, električen pa slabo. Ali pa da je bil recimo bencinski glasen in da je vibriral, ampak da je bil lahek za vzdrževanje. Recimo pri parih je najbolj jezil, da se je tudi 10 minut ogreval avto, da je sploh lahko štartal, električen je pa takoj lahko šel. Tukaj pa je čisto prvi V8 motor na svetu, ki je bil dovolj poceni in dovolj majhen za vgradnjo avtomobil. Američani temu pravijo demokratizacija hitrosti in moči. In tale medinasta tablica gor pravi,
To je prvi V8 motor, zadržite za gospoda Forda. No, tale avto pa je Henryju Fordu omogočil ustanovitev podjetja. Leta 1901 ga je izdelal, bil je njegov prvi dirkalnik, s katerim je zmagal na neki dirki in potem so investitorji z veseljem dali denar, da je lahko ustanovil podjetje. 26 konjev je imel, hitrost 75 km/h, Henry pa je sedel na tisti klopci tam gor. Je bil kar pogumen. Enkrat naj bi mu zmerali celo 115 km/h na temle. Ob vseh teh hudih avtih, ki so razstavljeni tukaj, tam je recimo en nor Bugatti, mi je prav čudno, zakaj je ta Honda Accord tukaj. Aha, to je prvi japonski avto, ki so ga proizvajali v Ameriki. In kot vidim, je bilo veliko Američanov jeznih, ker so zaradi tega izgubili službe. Drugi so jih pa dobili, a ne? No, kmalu zatem pa se je po mojem zgodila druga pomembna revolucija na področju avtomobilizma in sicer oprema v avtomobilih. To je recimo prvi mobilni telefon Motorola za avto iz leta 88. Tole pa je eden prvih Garminov iz leta 98. Brez tega si sploh ne predstavljam več vožnje v tujini danes. Zanimivo, da večina avtomobilov, ki so razstavljeni tukaj, sploh ni znamke Ford, ker so razstavljeni še drugi pomembni modeli iz ameriške zgodovine. Recimo Jeep Willys iz druge svetovne vojne, pa Volkswagen Hrošč, ki je še vedno eden najbolj prodajenih avtomobilov na svetu, pa recimo pick-up Dodge Ram, prva Toyota Prius, ki mi še zmer ni preveč všeč. Ampak enega avtomobila pa tukaj nisem našel. Forda Mustang. Tako pomemben avto. Veste, kaj je tole? Poleg tega, da imajo tukaj tudi dirkalniki, recimo tole je NASCAR, je tole najhitrejši tank za gorivo na svetu. Ja, po drugi svetovni vojni so uporabljali tanke za gorivo od avionov, ker je bila aerodinamika že tako ali tako dobra in so iz njih naredili takšne dirkalnike in tale je recimo šel več kot 240 mil na uro v puščavi. Noro. Tole so vse avtomobili, ki jih je vozil Henry, tudi prvi model V8 tam dol, ampak najbolj pomemben pa je tale, model T, ki je praktično spremenil Ameriko in ga verjetno vsi zelo dobro poznate. Proizvajali so ga v letih od 1908 do 1927, srednjemu sloju, ki je bil takrat zelo številčen, pa je omogočil tisto pravo mobilnost. Piše, da se ga je povprečen Američan lahko privoščil po 10 mesecih in pol dela, avtomobil pa je stal $550. Ja, nizka cena in proizvodnja na tekočem traku sta res delali čudeže. Ja, in zakaj so bili vsi črni? Ker je bila tako najhitrejša proizvodnja, ker je bila to najcenejša barva in ker je bila baje najbolj vzdržljiva.